Lokalne volitve 2022. Dober dan, začenjamo soočenje kandidatke in kandidata za župana v Dravogradu. Dogodek si lahko ogledate, spoštovane in spoštovani, tudi na Facebook profilu Koroškega radia. Z vami pa bom Karin Potočnik. V občini Dravograd bodo volilni upravičenci v drugem krogu lokalnih volitev v nedeljo 4. decembra letos izbirali med dvema kandidatoma, saj nihče od 5 v prvem krogu ni prejel večine glasov. Najbližje temu rezultatu je bil Anton Preksavec, ki je zbral 46,43% glasov. Predstavlja pa kontinuiteto dosedanje politike in že opravlja naloge župana, saj je županja Marjana Cigala, ki je občino vodila okoli 2 desetletji, že v začetku jeseni odšla na novo delovno mesto. Kandidira kot neodvisni kandidat. Marjeta Podgoršek-Rek je zbrala 22,17% glasov in predstavlja spremembe dosedanji politiki. Je aktivna svetnica, ki se v boj za župansko funkcijo podaja svojo listo za Dravograd. Lepo pozdravljena v našem studiu. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Lep pozdrav še enkrat. Za začetek pojasnite, kako se pred zadnjim dejanjem, drugim krogom volitev razporejajo politične moči, kakšno podporo imata morda političnih strank, pomembnih posameznikov, morda kar gospod Preksavec. Ja, še enkrat lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Koroškega radia in seveda še posebej občankam in občanom občine Dravograd. Politične moči nekako ostajajo razporejene iz, prvega kroga. Mene podpira stranka Gibanje Svoboda, lokalni odbor Dravograd, podpira me stranka SDS, lokalni odbor SDS Dravograd in pa podpira me tudi lokalni odbor stranke SD Dravograd. Seveda podpore številnih posameznikov prihajajo, tako kolegov, in kolegic župana ali županov, kot seveda vseh ostalih. Seveda najbolj pomembna podpora je pa tista, ki bo izkazana 4. decembra in bo tudi povedala, kdo je tisti, ki bo vodil našo občino v naslednjem mandatu. Gospa Podgoršek-Rek, kako je pri vas? Ja, jaz bom pa rekla tako, zelo ponosna sem na rezultat naše liste za Dravograd, zato ker smo kot popolnoma neodvisna lista, brez podpore vsakršnekoli vladne stranke dosegli odličen rezultat. Namreč prejeli smo 3 mandate v občinskem svetu in smo v bistvu druga po številu glasov stranka. Županski glasovi so se nekako porazdelili, sploh v tistem delu, kjer smo zagovarjali pač mogoče stvari, da so potrebne spremembe, ne da se nadaljuje mogoče kontinuiteta iz 20 let. Tako da sem pa vesela, da mi je dal podporo tudi poslanec državnega zbora, podpredsednik stranke SD, gospod Jani Prednik, pa seveda tudi domačini, kot naša častna občanka občine, gospa Jožica Heber, pa mladina, kot je naša pevka Nastja Gabor, ki je pa tudi posnela en posnetek v neko podporo. Drugače podpore posebej pri teh znanih jaz ne bom iskala, na koncu vsemi temi župani bomo vsekakor morali sodelovati. Jaz si tega sodelovanja seveda tudi zelo želim. In se mi zdi mogoče primerno, da ostanem tako, kot je. Poslušajmo, kam so svojo podporo oziroma kako se bodo odločili vajini 3 proti kandidati iz prvega kroga. Prvi skoraj 19%, Rok Kotnik. Podpiram Marjeto Podgoršek-Rek, ker ji zaupam in verjamem, da bomo le na tak način lahko uresničili tudi naš program. Glede podpore Marjete sem se odločil zaradi tega, ker verjamem, da če vedno delamo isto pot, ne moramo pričakovati drugih ciljev. Dravograd je v situaciji danes, kot je. V svojih predvolilnih nagovorih sem večkrat poudarjal, da Dravograd ima težke oziroma slabe podatke, kar se tiče padanja prebivalstva, kar se tiče staranja prebivalstva, in verjamem, da so to rezultati dela dosedanje, županje in njene ekipe, v katero spada do trenutni podžupan gospod Preksavec. Mnenja sem, da so potrebne v občini korenite spremembe, začrtamo razvojni program, razvojne projekte, ki bodo občini pripeljali na neko novo pot, na novo prihodnost, ki bo seveda pomenila to, da bomo imeli boljše statistične podatke, da bomo privlačni za mlade družine, da bomo privlačni tudi za turiste.
Skoraj 11% je zbrala Sonja Kemperl v prvem krogu. Kaj pravi? Glede na to, da vedno podpiram voljo večine, bom rekla, da ne zmaga boljši. Moje osebno mnenje pa je, da se vsi borimo za iste cilje z različnimi pristopi. In jaz izbiram in podpiram cilje in končno realizacijo, ki bo v korist in dobrobit vseh. Tako da moja prošnja je samo udeležite se nedeljskih volitev in naj zmaga večina. Skoraj 2% v prvem krogu je zbral Simon Šeneker. Spoštovani občani in občanke občine Dravograd, meni se zdi, da je prišel čas za spremembe in podpiram gospod Rek. Potrebno je postaviti nove obraze. Hvala lepa. Naj povem, da nagovarjata nekaj več kot 7100 volivcev z območja občine, polovica je žensk, polovica moških. V Dravogradu, ki mu domačini pravite Traberg, sicer živi okoli 8900 prebivalcev. Skupaj po imeniku je v prvem krogu glasovalo 3836 volilnih upravičencev, kar je 53,94% delež udeležbe v občini. Prihaja pa prvo vprašanje, začnimo z vodo. Problematika zdrave pitne vode kljub večmilijonskemu projektu oskrbe s pitno vodo ostaja. Dravograd je namreč ena izmed občin zelo klorirano pitno vodo. Kot je znano, se je v prvi svetovni vojni klor uporabljal kot bojni strup, je tudi zelo alergen. Kaj nameravate storiti s to težavo? Morda kar gospa Rek Podgoršek. Ja, prva točka našega programa za Dravograd je vsekakor voda. In to ravno iz vzroka, ki ste ga seveda tudi iz vzrokov, ki ste jih tudi našteli. Namreč naša voda je bila v preteklosti kimperški biser, smo ji rekli, in ta kimperški biser je bila voda, ki smo jo pili, bila je sicer malo klorirana, ampak ne tako kot sedaj. Leta 2015 je prišlo v Dravogradu tudi do hudih okužb zaradi vode. Takrat se potem leta 2016 ustanovila iniciativa, katere del je bil tudi gospod Preksavec v ožji skupini in je bilo rečeno, da se bodo zadeve vsekakor uredile. Danes smo leta 2022, pa zadeve niso urejene, zdaj pijemo vodo iz reke Drave, kjer se tudi, rekla, gnoji, uporabljajo se tudi pesticidi, tako da mene ta voda zelo skrbi. V Šentjanžu pravijo, da imajo vsi v posodah bela dna od kalcija, tako da jaz se bom vsekakor zavzemala, da bomo čim prej prišli na ultraviolično filtracijo, ki jo zagovarjam že kar nekaj časa, pa do zdaj nekako na občini za to ni bilo posluha. Vem, da se je sedaj sicer odprla, pravzaprav podpisala namera o tem, da bomo šli v to zadevo, pa upam, da ne bo ostalo samo pri nameri, ampak da bomo v resnici tudi spremenili to vodo. Kaj pravite, gospod Preksavec? Ja, bom rekel, da res je težko, odgovarjati na takšne zadeve, zato ker je treba najprej strokovno poznati materijo in potem, na podlagi nekih takih pavšalnih ocen pač pride do takih izjav. Zdaj prvič v Dravogradu voda ni ekstremno klorirana, voda se, klorira v skladu z tistimi zakonskimi predpisanimi standardi, pravilnikom o pitni vodi. Vsi naši vodohrami so opremljeni z avtomatskimi klorinatorji, to pomeni, da se tudi s pomočjo telemetrije na 5 minut meri vsebnost klora. Ti podatki so javno dostopni, če niso objavljeni, se lahko pridobijo na javnem komunalnem podjetju in koliko sem nazadnje pogledal te podatke, vsebnost klora nikoli ni bila višja od 0,10 do 0,20. Če vemo, da je recimo dovoljena pa zgornja meja oziroma priporočena strani Svetovne zdravstvene organizacije 5 miligramo, vidimo, da je to res neko čisto minimalno kloriranje, ki mora biti. Seveda mi s tem nismo zadovoljni, zato bomo naš vodovodni sistem nadgradili. Občine Dravske doline, vseh 5, je podpisalo pismo o nameri, v katerem smo nekako izrazili interes, da se želimo skupaj seveda prijaviti na novo evropsko perspektivo, v kateri želimo, kot sem povedal, sistem nadgraditi, zgraditi vodovode tam, kjer jih še ni, stare obnoviti in pa seveda zamenjati sistem dezinfekcije pitne vode s tako imenovano UV filtracijo in pa dezinfekcijo, ker treba je vedeti, eno je samo dezinfekcija, se pravi s to UV svetlobo, drugo je pa tudi seveda potem z samo filtracijo preko tako imenovanih ugljenih filtrov. Mi bomo zadeve peljali za več generacij naprej, sam ne želim izvajati nekih ad hoc rešitev,
ki so od danes na jutri. Z tem sistemom, katerega neka ocena že obstaja, gre za več milijonsko investicijo, potrebno je zgraditi posebne, bom rekel, te vodne postaje, objekte, kjer bodo vse te naprave vgrajene, in ko bo to zgrajeno, bo seveda naša voda v Dravogradu, bom rekel, ne klorirana oziroma klorirana samo v tistih minimalnih količinah, ki so potrebne, mogoče zaradi kakšnih napak, ki se pojavljajo na omrežju. Tako da, bom rekel, sistem deluje, želimo si ga izboljšati, tudi kar se tiče, bom rekel, tega vodnega kamna Šentjanžo. Našo komunalno podjetje je namestilo posebne obroče, to je bilo predstavljeno tudi na občinskem svetu, v katerem je sedela tudi gospa Marjeta. Zadeve so bile povedane, predstavljene, s tem smo se strinjali, so tudi nameščene. Jaz verjamem, da se bodo potem tudi izboljšale v tem smislu, da ne bo več prihajalo do nalaganja tega vodnega kamna na, bom rekel, na grelce raznih naprav, pa tudi v posodah. Kolikor bo do tega še prihajalo, bomo skupaj s strokovnjaki iskali nove rešitve ali v smislu priključitve kakšnega, bom rekel, vodnega vira, ki v Šentjanžu že obstaja, pa je sedaj izključen iz javnega sistema. Ampak to mora seveda povedati stroka, vse je povezano tudi z vodnimi dovoljenji in bom rekel, na nas seveda je, pa tudi na meni, da bomo ta sistem peljali naprej. Tudi voda iz Drave ni pravilno, to je se črpa podtalnica in ne Drava. Ta vodni vir je že desetletja, verjetno, ko sem se jaz rodil leta 75, je to že obstajalo. Ta vodni vir je eden izmed tistih, ki nikoli ni bil kontaminiran z kakršnimi koli, bom rekel, enterokoki ali s čim drugim. Na nas je, da ga zaščitimo, je zaščiten z vodovarstvenim območjem. Vlada, ki bo sprejela tudi odlok o vodovarstvenem območju na Ojstrici, bo seveda prečesala tudi vse te stare odloke, spremenila zadeve in jaz verjamem, da smo na pravi poti. Mogoče bi jaz tudi dodala tudi to, ultraviolična filtracija, ki je bila zdaj omenjena, so uvedli že v Radljah, takoj po tistem, ko smo prišli na nove sisteme. Radljčani, koliko jih jaz poznam, so s tem že zadovoljni in že čutijo razliko. Škoda je v bistvu, da nismo že v samem projektu razmišljali o tem, da bi sploh ne uporabljali mogoče klora, pa bi že v investiciji prešli nekako na to ultraviolično zadevo, seveda z filtri, to je vsekakor še boljša zadeva. Bi pa omenila tudi to, kar podtalnica se onesnažuje, ne glede na to, da mogoče ne vem, koliko raziskav je bilo na to temo izvedenih, ampak se onesnažuje in to onesnažujejo tudi kmetijske površine in koliko vemo, so v Sloveniji v bistvu ta panonska območja v bistvu najbolj, bi rekla, riskantna za te okužbe. Druga stvar je pa tudi vodovodi, ki jih imamo v Dravogradu. Recimo zdaj Ministrstvo za okolje razpisalo, ima razpis zunaj za kanalizacije in pa za vodovode, za manjše zaselke, tam nekje do 2000 priključkov, pa se recimo naša občina do tega trenutka še ni prijavila v ta razpis. Jaz si želim, da glede na to, da finančnih sredstev je dovolj, da se bodo vključili. Gospod Preksavec. Ja, to samo repliciram. Zdaj za vodovode ne vem, da bi bili kakšni razpisi za manjše vodovode. Za kanalizacijo občina trenutno izvaja projekt aglomeracije Vič v vrednosti 900 000 evrov, kjer je 85% sofinancirana z evropskih sredstev. V nadaljevanju v naslednjem letu bomo pripravili projekte za izgradnjo kanalizacije tam, kjer je ni, oziroma je treba obnoviti, tako v Černečah, Šentjanžu, Selovcu, Bukovski vasi in še marsikje druge, in se s temi projekti potem prijavlja na to novo evropsko kohezijo, ki sem jo že omenjal. Privoščili si bomo trenutek za oddih in sicer si naša gosta lahko izbereta vsak po eno glasbeno željo, pa damo najprej dami prednost, lahko napoveste svojo skladbo in se preizkusite v vlogi moderatorke. Torej, drage poslušalke, poslušalci, želela sem si pesem Vlada Kreslina Od Goričkega do Pirana. Lokalne volitve 2022. Da bi bolje spoznali kandidata za župana v občini Dravograd, smo jima omogočili tudi glasbene želje. Odvrtela se je tista od profesorice, učiteljice Podgoršek Rek. Pravi, da ste tako aktivni v Dravogradu tudi zato, ker vas je dobro naučila državljanske vzgoje. Ker pišite nam na Facebook, vprašanja sprejemamo in jih bomo tudi zastavili, če bo čas, uživo v našem studiu. Nadaljujemo kar s komunikacijo. Na kak način boste komunicirala s svojimi
volivkami, volivci in tudi tistimi, ki bodo obkrožili nasprotnika. Morda, ker gospod Preksavec, vi to funkcijo že opravljate, kako ste dostopni? Tako je, seveda želim si izboljšati ta nivo komunikacije občine napram vsem občankam in občanom, tudi iz razloga, da se, podajajo pravilne informacije, da ne pride do izkrivljanj in pa potem do, takšnih, pisanj in nekih gostilniških, govoric. Sam si želim res spremeniti tako občinsko spletno stran, spostaviti neko spletno platformo, aplikacijo, na kateri bodo občanke in občani dobivali v realnem času obvestila o vseh različnih, zadevah, prireditvah in vse, kar se, na občinskem nivoju dogaja. Že za časa civilne zaščite, v tistih izrednih razmerah sem spoznal, da so ta socialna omrežja resnično zelo lahko dostopna in z njimi dosežeš velik krog ljudi, ko smo jih, obveščali o poplavah, o potrebnem umiku avtomobilu ali česa drugega, je bilo to najlažje in tudi najhitreje. In verjamem, da je tista prava informacija, ki pride potem tudi iz uradnih občinskih, spletnih strani, tista prava, ki bo dala potem tudi odgovore, tako da na tem bomo seveda delali. Jaz verjamem, da se bo ta zadeva v zelo kratkem času korenito spremenila in da bomo tudi ta, komunikacijski kanal tudi napram vam, novinarjem, dvignili še na višji nivo, da boste imeli tiste res pravilne informacije. To pa hvala lepa že vnaprej. Gospa Podgoršek Rek, pa vi na kak način nameravate komunicirati, mogoče tudi to, koliko boste osebno na voljo? Jaz vidim župansko funkcijo predvsem v tem delu, da gre župan med ljudi, da je med ljudmi, ker samo na terenu slišiš, kaj je narobe. Prav je, da zna župan prisluhniti, da zna slišati in to bo v bistvu moje glavno vodilo, da bom čim več med ljudmi. Druga stvar pa seveda komunikacija z občino, kajti naša občina do zdaj, je imela zelo slabo komunikacijo. Enkrat je pisala nekaj županja, mogoče na Facebook preko svojega osebnega profila, večji del je pisal gospod podžupan, recimo na koncu strani občine ni bilo nekega enotnega, nisi vedel, kdo bo kaj napisal. Vsekakor so socialna omrežja tista, preko katerih bom komunicirala, obveščala. Želim si tudi urediti po vseh krajevnih skupnostih etable komunikacijske, da bi v bistvu ljudje namesto preko plakatov imeli možnost, da dobijo informacije torej preko teh etabel, ki bi jih lahko uporabljali, pa seveda spletna stran prenoviti, ki je, že kar dolgo let taka, tudi sama vem, kot če pogledam našo šolo, še danes povezava ne deluje tako, kot bi bilo potrebno in nas vrže moče na neko staro zadevo, tako da v tistem delu to bi bilo vsekakor treba spremeniti. Sem pa mnenja, da največ je vredno to, da gremo med ljudi, da si med ljudmi, da si čim več na razpolago in pa seveda tudi to, da sprejmeš ljudi, ko ti pridejo na obisk in ti potrkajo na vrata. Vem, da vedno to ni možno, da bi takoj župan sprejel nekoga na sestanek, ampak se pa marsikdaj da urnik tudi prilagoditi, pa tudi sprejeti koga, ko potrka, pa mogoče tudi on nima časa in mislim, da to je največ vredno. Nekateri župani imajo urnike javno objavljene na spletu. Tako, moj urnik seveda bo javno objavljen, verjetno me ljudje že sedaj so toliko spoznali, da vedo, da sem mogoče celo prelahko včasih dostopen, v tem smislu, da pač tudi, zvečer po noči odgovarjaš na kakšna vprašanja, ampak to sprejmeš za to funkcijo, ki jo pač upravljaš, tako kot rečemo, 24 ur na dan. Verjetno ni prireditve v Dravogradu, kjer sam kot seveda na funkciji podžupana ne bi bil udeležen. Želim si pa to seveda nadgraditi tudi z zbori krajanov, katere želim vsaj enkrat letno organizirati po vseh krajevnih skupnosti, da si tudi tam, povemo, kaj nas muči, kaj lahko kakšno stvar rešimo ali zapeljemo mogoče drugače. Na kak način boste upravljala funkciji, profesionalno, neprofesionalno, gospa? Profesionalno. Glede na to, da sem imel sedaj v teh 2 mesecih priložnost spoznati, kako kompleksna funkcija je biti župan, bom vsekakor to upravljal profesionalno. Torej za 8 ur ali samo za 4? 24. Dobro. Kot sem že povedal, župan ni, klasična služba, v kateri bi bil 8 ur, ampak je to služba, ko se dejansko na voljo
občankam in občanom 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Koliko denarja ste doslej porabili za predvolilno oziroma volilno kampanjo, če ni skrivnost? Ja, naša lista se v bistvu financira popolnoma sama, glede na to, da jaz kandidiram za županjo, je bil moj vložek večji kot od vseh ostalih, drugače so pa tudi vsi podporniki bili pripravljeni financirati, ampak tam nekje 2000-2500 evrov pa sigurno. Ja, tudi sam kandidiram kot neodvisen kandidat, tako da seveda sredstva so omejena z strani, bom rekel, tistega, kar pač zberemo med člani same liste in koliko pač sam si pripravljen financirati. Moja kampanja ni bila bogata, jaz nimam nekih jumbo plakatov, je pač temeljila, bom rekel, na tistih brošurah, ki so, bom rekel, cenovno dostopne in pa na stiku z krajankami, krajani, ki smo jih pač upravili po vseh krajevnih skupnosti, tudi mogoče s kakšnim manjšim darilcem in to je to. Lahko se jim prikupite še z napovedjo vaše skladbe izbrane. Jaz sem si pa že želel in vam tudi poklanjam skladbo domačega koroškega glasbenika Folkrole, Kralj Matjaž. Lokalne volitve 2022. Obmejna občina Dravograd bo dobila novega župana oziroma županjo. Po 20 letih se je z te funkcije poslovila Marjana Cigala, z mano v studiu pa zato Anton Preksavec in Marjeta Podgoršek-Rek. Mejna občina, smo rekli, kako mikavna je Avstrija za vaše občane in kaj storiti, da ne bi odhajali tja. Mogoče kar gospod Preksavec za začetek. Tako je, Dravograd je obmejna občina, res je, da je Avstrija z neko svojo politiko, tako bom rekel, na zveznem nivoju kot na nivoju dežele, dosegla to, kar bi verjetno naša država tudi morala storiti že pred leti. Koliko sem se pogovarjal, gor imajo tako imenovani Bauland model, se pravi, da je dežela Koroška namenila številna zemljišča za pozidavo, jih opremila z vso komunalno infrastrukturo in seveda ponudila ljudem za neko, bom rekel, sprejemljivo ceno. Seveda vse z, bom rekel, nekim namenom, da dosežejo to poselitev, da dobijo kvaliteten kader gor, a ne, ker ne nazadnje, to je tudi bil ta cilj. Pri nas je to seveda veliko težje. Jaz velikokrat rečem, da težko zastopim, ker smo pa le vsi skupaj v neki Evropski uniji, da ne vem, 100 metrov desno se marsikatera stvar da narediti veliko lažje in pa enostavno, 100 metrov levo proti nam, bom rekel, pa se stvari zakomplicirajo do onemoglosti. Seveda občina na tem področju mora storiti neke nove, bom rekel, korake. Jaz predvidevam v programu in upam, da me bo občinski svet pri tem seveda tudi podprl, da gremo v spremembo odloka o komunalnem prispevku, kjer želim predvsem mladim družinam omogočiti to zmanjšano plačilo ali celotno, da se jih pač oprosti plačila tega prispevka. To bi bil en, bom rekel, kar velik prispevek občine k temu, da pritegnemo mlade, da si pri nas zgradijo hiše. Želimo si seveda še novih stanovanj. V programu imamo skupaj z, bom rekel, Stanovanjskim skladom Republike Slovenije iti v, bom rekel, izgradnjo enega bloka na Meži, kjer že obstaja to blokovsko naselje, tam je občina, bom rekel, lastnik še ene velike parcele, kjer je to možno postaviti. Hkrati pa seveda je zopet, bom rekel, potrebno iti v spremembo občinskega prostorskega načrta, to je tisti temeljni akt občine, ki nekako opredeljuje, bom rekel, razvoj občine, vse kar se tiče, bom rekel, njenega razvoja, tako na gospodarskem področju, kot seveda tudi na sami pozidavi. In to so te naloge, kjer občina, bom rekel, lahko tudi nekaj stori, da mlade zadrži doma. Kako ste naklonjeni subvencioniranju najemnin za mlade? Kje dobiti ta denar, je morda že v proračunu predviden? Subvencioniranje najemnin, stvar, bom rekel, nekega izračuna, ko bomo dobili številke, bomo seveda to, bom rekel, najprej na računovodski službi naše občine zadeve pogledali. Sam tega podatka sedaj nimam, koliko bi bilo takih upravičencev. Treba vedeti, da veliko imamo teh neprofitnih stanovanj, kjer se že, bom rekel, kar subvencionira znatno ta najemnina. Za ta del pa pravim, potrebno videti izračune in potem se pač seveda zopet na občinskem svetu odločiti. Gospa Podgoršek-Rek? Ja, veliko ljudi odhaja v Avstrijo, zato ker so službe, mogoče lažje pridejo do služb in te službe so tudi malo bolje plačane, kot so pri nas. Seveda potem pa tudi zadaj potegne stanovanjska politika, ki jo imajo v Avstriji, kot je omenil gospod Preksavec. Sama se zavedam, da bomo mi morali ohraniti v bistvu mlade, privabiti mlade tudi z politiko, ki bo mogoče ponudila mladim službe.
Sama se zavzemam predvsem za to, da bi ponudili občinske štipendije, ki bi jih pripravili na podlagi raziskave z lokalnimi, torej podjetniki, ki bi nekako povedali svoje razvojne načrte, kaj si želijo in seveda tudi možnosti glede zaposlitve v prihodnosti. Na podlagi tega bi občina sofinancirala tudi občinske štipendije, preko katerih bi potem seveda mladi tudi ostajali v Dravogradu, ker bi jim bila služba tudi zagarantirana. Želim si tudi bolj razvojnih podjetij, kar bi lahko dosegli tudi z raznimi, bi rekla, temi evropskimi projekti, kot je Kozmo, Galileo ali kaj podobnega, ki bi mogoče mlade podjetnike privabili, da bi ostali v Dravogradu. Seveda potem pa politika stanovanj. Tudi v naši listi imamo v programu zapisano, da tisti, ki bi šli v gradnjo stanovanj, da bi se jim torej tudi subvencioniralo ali popolnoma oprostilo ali delno oprostilo komunalnega prispevka, enako kot pri gospodu Preksavcu. Tudi pri nakupu stanovanja v bloku, recimo, da bi se sofinanciral del obresti ali pa recimo zavarovanje kredita, ki je dokaj visoko, pa bom rekla, mladi zelo težko pridejo do tega zavarovanja kredita, ker moraš imeti zadaj eno osebo, ki garantira, da ti bo odplačala kredit ali pa neko nepremičnino, mladi pa tega nimajo. In se mi zdi, da zavarovanje kredita je sigurno ena tista dobrih stvari, ki lahko jih občina naredi za to, da mladi ostanejo v Dravogradu in si seveda ustvarijo tudi stanovanja. Stanovanja pa bomo gradili sigurno v sklopu tudi tega stanovanjskega sklada. Res pa je, da si sama želim predvsem tega, da se naredi v Dravogradu razvojno-strateški načrt z novim prostorskim planom, kamor bi potem umeščali stanovanja, ne v trg mogoče, ampak tudi kam drugam. Mi se zdaj pogovarjamo tudi samo o Dravogradu, mogoče bi bilo smiselno razmisliti tudi, da se stanovanjske površine širijo tudi v Šentjanž. Šentjanž je recimo zdaj v tem trenutku degradirano okolje tudi zaradi industrije, pa mogoče si želijo tudi tam, da bi se razširili, glede na to, da bo obvoznica šla preko tega območja, se bodo mlade družine mogoče celo raje naseljevale v Šentjanžu, kot pa naprimer v Dravogradu, posebej zato, ker bodo imeli cesto blizu in bodo potem lahko tudi prej prišli do mogoče Ljubljane ali pa v Avstrijo službo. Tako da jaz vidim tudi tu eno možnost v Šentjanžu, da bi se mogoče tam začelo malo bolj graditi, pa ne samo v Šentjanžu, ampak tudi v drugih krajevnih skupnostih, ki mogoče nekako sedaj stagnirajo, da bi se tudi v tistem delu širili, ne mogoče z bloki, ampak z individualnimi gradnjami, mogoče z gradnjami za mlajše. Sama si želim tudi recimo za starejše doma, dnevnovarstvenega centra, tako da to. Gospod Preksavec. Ja, glede gospodarstva bi samo dodal, seveda je gospodarstvo tisto, ki nekako polni proračunsko vrečo občine Dravograd, da bomo lahko seveda vse te obljube, ki so danes tukaj izrečene, tudi izpolnili. In na tem področju je zopet občina, bom rekel, omejena. Občina lahko zagotavlja površine, mi gradimo poslovno cono v Otiškem vrhu, kjer bo na razpolago 3 hektarje površin, večina že, bom rekel, prodanih. In to je tista, bom rekel, pot, ki tudi pripelje službe. Vemo, da je danes zelo velik problem v Sloveniji, nasploh, bom rekel, kader, ni ljudi. To je verjetno povezano tudi z samo plačo, tudi z nekimi bonitetami, ki jih v Avstriji verjetno lažje dajo kot pa pri nas. Tu pa zopet nastopi potem, bom rekel, občine kot članice združenja občin, da nastopajo napram državi enotno, v smislu, da država na tem področju pa res, bom rekel, sprejme neko fiskalno, neko takšno politiko, ki bo, bom rekel, stabilna, ki se ne bo spreminjala za dnevno politične potrebe in da bodo tudi potem gospodarstveniki pri nas videli tisto priložnost, da se bodo tudi odpirala, bom rekel, kvalitetna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. In tu moramo vsi, bom rekel, stopiti skupaj in stremeti temu, da Slovenija, bom rekel, res postane, bom rekel, ampak ne za vsako ceno, seveda, mikavna tudi za te, bom rekel, tuje vlagatelje, ki bodo pri nas prepoznali najprej tisto stabilno okolje, kvalitetno delovno silo in pa bo tudi potem seveda same doprinesle k razvoju tako občine kot države. Projekt širitve poslovne cone v Otiškem vrhu je predviden
končanje septembra 2023. Je še vedno tako ali je kakšen zamik? Nimam informacije, da bi bilo kakšni zamiki dela potekajo v skladu s terminskim planom in verjamem, da bodo končana. Omenjala sta Šentjanž pri Dravogradu, tam čaka na obnovo šola. Kako je s tem? Ja, šola Šentjanž je v enem delu montažen objekt in zaradi, bom rekel, starosti že več kot 40 let je seveda potrebne temeljite obnove. Mi smo naročili pri strokovnem podjetju, projektantskem, eno, bom rekel, preiskavo same konstrukcije, ki bo tudi podala potem odgovore, ali lahko zadevo saniramo, ali pa bo treba iti v odstranitev in izgradnjo novega. Ko bo to znano, bo seveda tudi znana neka okvirna vrednost investicijskega samega posega. Potem je pa to seveda stvar dogovora z osnovno šolo Šentjanž pri Dravogradu, kako se bo organiziral pouk v tistem času. Treba vedeti tudi, če bo to obnova, to ne bo trajalo en mesec, ampak verjetno vsaj 3-4, če pa nova gradnja, pa mogoče kak mesec več. In to bo eden izmed, bom rekel, tudi velikih logističnih izzivov, da bomo to zadevo nekako spravili skozi za čim manj pretresov. Neka znanja na tem področju že imamo, mi smo obnavljali podružnične šole, tako v Libeličah pa so otroci hodili začasno v Dravograd, smo obnavljali podružnično šolo v Trbonja, tako da vse se da, če se najde neka tista, bom rekel, skupna pot, pa da res, bom rekel, skupaj sprejmemo tiste pravilne odločitve. Kaj bi imelo prednost, zdravstveni dom Dravograd ali osnovna šola Šentjanž? Ja, glede na to, da ne vemo, kaj bojo pokazale analize za osnovno šolo Šentjanž, je vprašanje, a ne, kaj bojo pokazale nova gradnja. Ja, glede na to, da so v osnovni šoli učenci, ki si zaslužijo, bom rekla, primerne pogoje, in če pogojev ni, jaz mislim, da vsekakor je šola tista, ki jo treba mogoče prvo obnoviti. Res je, da zdravstveni dom imamo že v bistvu nekako v projektih, tudi imamo že nekako denar pripravljen za to. Jaz sama bom tudi podpirala vsekakor še zmeraj izgradnjo zdravstvenega doma. Glede na to pa, da sem večkrat omenila, da imam pa res pomisleke glede finančnih konstrukcij, kako smo jo takrat potrdili leta 2017, če se ne motim, kaj je danes s tem. Tako da sem pred zdravstvenim domom zmeraj rekla, da si želim narediti eno stroškovno analizo, kaj bo prinesla, pa da se vidi, kakšno smer gredo te zadeve, ali je to res investicija, ki ima zadnji zaledje, da ima finančno zaledje, imamo v bistvu dovolj denarja, da ne bomo gradili spet stvari, kot smo jih mogoče tudi v preteklosti gradili, mogoče malo nepremišljeno. Podprla bom oba projekta, analiza šole bo pokazala svoje, kaj je potrebno, kakšna so finančna sredstva, pa bomo videli, no. Ja, če sam dodam, seveda šola Šentjanž, ko bo znan, bom rekel, izsledek te preiskave oziroma analize pregleda objekta, bomo mi pripravili vse potrebne projekte, se pravi tako imenovane DIP-e, s katerimi se bomo prijavili na razpis tako na Ministrstvu za šolstvo, kot tudi na ostale možne razpise in tam poiskali ta sofinancierska sredstva. Glede zdravstvenega doma pa samo dodam, da gradbeno dovoljenje je pridobljeno, občinski svet je bil seznanjen z vsemi temi postopki, z investicijsko zasnovo. Ko bo do znane, bom rekel, ponudbe, ko bo objavljen razpis za izvajalca, bo znana tudi cifra in takrat se bomo pač odločili, na kako in na kakšen način bomo zadevo speljali. Župan ima zmeraj možnost, bom rekel, nek postopek ustaviti, če se bo pokazalo, da so zaradi, ne vem, podražitev ali kakšnih drugih razlogov te cene, bom rekel, takšne, da jih sami ne zmoremo sfinancirati, bomo iskali ustrezne druge rešitve. Ta sklop zaključujemo z dvema vprašanjima vajinih potencialnih volivcev, in sicer ena od volivk sprašuje, ali je kateri od vaju kadarkoli bil pripadnik katerekoli stranke ali še zmeraj ima strankarsko izkaznico. Ja, jaz sem bila članica LMŠ-ja. Glede na to, da je LMŠ pripadal Gibanju Svoboda, naj bi avtomatsko pripadli Gibanju Svoboda. Jaz članarine nisem plačala, tako da moram priznati, da ne vem, a sem članica Gibanja Svobode ali nisem. Nisem pa preverjala, nisem se udeleževala dobenih zadev, tako da ne vem, kakšen status imam. Tudi sam nisem član kakšne politične stranke, v preteklosti sem pa bil aktiven v stranki Zares.
Sedaj pa vas podpira Gibanje Svoboda, če prav razumem. Podpira me Gibanje Svoboda, potem lokalni odbor SD, lokalni odbor SDS-a in pa to je to. Še eno vprašanje vajne potencialne volivke. Zajetje pitne vode Ojstrica naj ne bi imelo gradbenega dovoljenja. Zajetje pitne vode Ojstrica novo je bilo vzpostavljeno v letu 2004, takrat je bilo izdano vodno dovoljenje. Vodno dovoljenje izda Republika Slovenija, ne vem, če mora imeti vodno zajetje gradbeno dovoljenje, to mi ni znano. Nek nov podatek. Od leta 2015 je država tista, ki vzpostavlja te vodovarstvene pasove. Mi smo sprožili, bom rekel, po letu 2016 vse te postopke, ki so zelo, zelo dolgotrajni. Žal, bom rekel, birokracija v naši državi je pač takšna, kot je. Narejene so bile številne analize, študije in jaz verjamem, da pa v naslednjem letu bo vlada Republike Slovenije le izdala ta odlok, da se tudi, bom rekel, z vodovarstvenimi pasovi zaščitijo potem ta območja. To pomeni, da bo tudi na papirju znano, kaj se lahko v določenem pasovu izvaja, kakšna dejavnost. Sedaj pa si privoščimo tudi mi, vsak en. Lokalne volitve 2022. Poslušate Koroški radio, pred našimi mikrofoni pa Marjeta Podgoršek-Rek in Anton Preksavec, kandidata za županski stolček v Dravogradu. Ostajamo pri našem požirku vode, ki ga bomo zdaj razširili, in sicer na tisto, kar manjka v Dravogradu. To so kopalne površine. Kako bi rešili te težave in kdaj se bom lahko odločila pri vas zaplavati? Čisto osebno me zanima, gospa Podgoršek-Rek. Ja, v našem programu bazena nimamo, vsaj zaenkrat ne, nimamo tudi bazena nekega naravnega, ker se mi zdi, da v tem prvem mandatu absolutno mislim, da finance ne omogočajo tega, da bi se ta zadeva zgradila. Imamo pa v načrtu ribolovni, za športni ribolov, ki pa je sedaj tudi dobil nekako zeleno luč, mislim, da v projektu, in da se bo to začelo tudi izvajati. Drugače pa sem že lani kot občinska svetnica tudi predlagala, da bi učenci in dijaki imeli karte za plavanje v Slovenj Gradcu in pa na Ravnah. Takrat smo rekla, mogoče pozabili prej v proračun to dati in potem to menda ni bilo možno. Se bom pa zavzemala za to, da bodo imeli brezplačne karte v Slovenj Gradcu, v Dravogradu. V prihodnosti pa mogoče tudi kakšna zadeva, torej bolj mogoče se tudi jaz sama zavzemam za kako naravno kopališče, mogoče kot pa bazen, ker bazene tu že imamo, take olimpijske, ampak v program pa si tega mi nismo upali dati, zato ker se mi zdi to, rekla, mogoče celo malo zavajanje naših volivcev. Ker blizu v Labotu je naravno kopališče in vi ga imate v programu. Tako, mi smo si zadali to nalogo v našem programu. Želim se intenzivno začeti pogovarjati najprej z Dravskimi elektrarnami, ki so lastnik zemljišča, nekdanje, tam smo rekli, menze. Je, bom rekel, idealno zemljišče v neposredni bližini kolesarske steze, tenis igrišč, in tam si želimo zgraditi oziroma urediti neko naravno kopališče ravno po vzoru sosednjega Labota, Laminda ali Radlje ob Dravi. Predvsem iz razloga, ker takšna kopališča ne povzročajo nekih velikih fiksnih stroškov kot klasični bazeni, ki jih je treba ogrevati, potem seveda vzdrževati so to vodo z različnimi kemikalijami. Pri teh naravnih bazenih pa gre, bom rekel, za bolj uporabnikov prijazno, pa tudi še enkrat seveda z veliko manj stroški. Želim seveda to zadevo prijaviti zopet ali na projekte Interreg, kjer se takšne zadeve lahko, bom rekel, kar izdatno sofinancirajo, ali pa zopet na, bom rekel, na kakšen evropski projekt. Tu naj povem, da seveda računam zelo veliko na pomoč naše regijske razvojne agencije. Eden izmed mojih prvih sestankov bo vsekakor z direktorico, gospod Karmen Sonjak, kjer se želim pogovoriti, na kak način lahko mi to naše sodelovanje še izboljšamo, se pravi, da pripravimo ta nabor projektov za, bom rekel, to mandatno obdobje, da bomo jih imeli, bom rekel, pripravljene, in ko se določeni tenderji odprejo, da se seveda lahko prijavimo. Kar se pa tiče kopanja v sosednjih občinah, mi smo si na občinski upravi pridobili ponudbe, ko bo občinski svet seveda formiran, ko bomo oblikovali proračun, bomo te cifre predstavili. Jaz verjamem, da se bodo občinski svetnice in svetniki strinjali, da se to uvrsti v proračun.
cene niso, bom rekel, oziroma vrednosti tako enormne, da jih ne bi zmogli, če vemo seveda, koliko stane en tak bazen. Ne vem, Slovenj Gradcu mislim, da okoli 9 milijonov evrov, tudi če mi namenimo 50 tisoč evrov letno za, bom rekel, te kopalne karte, lahko si naši, bom rekel, krajani do 18. leta po nekih izračunih skoraj 200 let lahko hodimo se kopati. In boste malo zmanjšali izgubo v Slovenj Gradcu. Tako, tudi zaradi to je, bom bazena. rekel, neka regijska podpora, ne, da pač tudi, če že nekaj zgradimo, vse ni potrebno res v vsaki vasi, bom rekel, imeti vse, ampak da pač nekako tudi podpremo, bom rekel, tudi na regijskem nivoju. Brezplačne karte bi dali komu, otrokom do katerega leta starosti? Ja, do 18. Glede na to, da sploh dijaki že sami lahko hodijo okrog, a ne, in tudi mogoče zaradi koristno preživetega časa, vsekakor za dijake tudi, ne samo za osnovnošolce. Tudi vi, gospod Tako mi Preksavec? imamo od nič do 18 let. Trško jedro, prazno ali ne prazno, kako se vam zdi, živi Trško jedro Dravograda, gospod Preksavec? Trško jedro Dravograda trenutno, bom rekel, ne živi tako, kot bi si seveda vsi želeli in ne bo živelo, dokler Dravograd ne bo dobil obvoznice, zato je zopet to ena izmed prioritetnih nalog župana, da v dialogu z državo poskuša čim prej, bom rekel, to obvoznico tudi, bom rekel, pridobiti. Nekje v januarju se planira razgrnitev državnega prostorskega načrta, kjer bomo videli, kako je umeščena v sam prostor, potem pa seveda mora potekati intenzivni dialog z državo, z Ministrstvom za infrastrukturo, z Darsom, da poskušamo to zadevo tudi potem čim prej spraviti v življenje. In ko bo enkrat obvoznica zgrajena, se bo trg znebil tistih 2500 ali več vozil dnevno, ki ga prevozijo, in bo seveda lahko dobil tudi čisto neko drugo vsebino in pa življenje. Je kakšna možnost, da se trg popolnoma zapre za promet v naslednjih 10 letih? V primeru, da se zgradi obvoznica, bo seveda trg, bom rekel, ne popolnoma zaprt, ampak po vzoru, ne vem, Radelj ali pa Slovenj Gradca, se pravi samo za tiste lokalno dostavo oziroma za ljudi, ki tam živijo. Ja, mislim, da je trg postal pravo spalno naselje, tudi rekla se v trg selijo v bistvu stanovanja. Tudi zdaj ravno se obnavlja ena stara gostilna, kjer bodo stanovanja, že imamo v trgu velike težave s parkiranjem stanovalcev, zaposlenih v šoli, mi pa dajemo v trg spet stanovanja. Pločniki, ki so bili pri nas zgrajeni že leta nazaj v okviru celostne strategije prenove našega trga, so bili narejeni tudi zato tako široki, da bi lahko bile tam tudi te terase pred gostilnami. Zdaj pa nimamo gostiln, nimamo dve cvetličarni, nimamo trgovin, vse je zaprto, torej vse sameva. Imamo pa v bistvu ene velike ovire s temi parkirnimi prostori, ki so popolnoma neprimerni. In je bila ta investicija, rekla, tudi zelo zgrešena zadeva. Trg jaz vidim v tem, da je treba vsekakor oživiti s temi mladimi podjetniki, ne samo mladimi, ampak nasplošno z malimi podjetniki, potem s trgovinicami, z gostilnami oživeti. Jaz se bom vsekakor zavzemala tudi za to, da bom šla tudi v Ljubljano, potrkala na kakšna vrata. Pa imam občutek, da se bi mogoče dalo celo prej dogovoriti pred obvoznico tudi to, da bi se mogoče tovorni promet preusmeril proti Holmecu, kamor bo potem tudi navezava za 3. razvojno os. Tako da to bi bila prvo moja želja, da se tovorni promet preusmeri. Jaz vem, da je to težava, da bo verjetno cel kup ovir, ampak vidim mogoče, da se ta zadeva lahko prej reši kot pa obvoznica. Vsekakor bom pa se zavzemala tudi za obvoznico v Dravogradu, vendar v sklopu razvojnega strateškega načrta, ki ga bodo naredili strokovnjaki in pa seveda občani, da vidimo, kje je tista primerna pot, ki bo nekako obšla Dravograd. Vem, da smo imeli tudi civilno iniciativo, ki se je zavzemala za to, bi rekla, novo pot, pa za tunele. Jaz vem, da je tista bila zadeva predraga. Mogoče bi mogli pa malo bolj celostno pogledati na zadevo. Jaz sama bi se prej zavzela za to, da naredimo prej kak tunel iz Pameč proti Trbonjam in se rešimo tistega prometa in se potem naveže iz Pameč proti recimo Selam in tja tista cesta na 3. razvojno os,
pa smo se rešili v bistvu bolj ali manj tega prometa, ki bi recimo šel skozi trg. Replika. Ja, samo bom rekel, dokaj smela izjava. Jaz želim veliko uspeha za preusmeritev prometa na Holmec. Verjamem, da bosta v naslednji minuti v Ljubljani na tista vrata potrkala tako župan Prevalj kot Raven. Tako da ne verjamem v uspeh tega. Jaz res še enkrat bom rekel, realno povedano, zadeva bo rešila obvoznica. Zdaj, kakšen potek bomo videli zdaj na tej predstavitvi. Treba vedeti, da to zopet potegne za sabo številne, bom rekel, študije, ne nazadnje, ekonomska upravičenost je tista, ki državi da neko osnovo, potem kakšne ceste se bo lotila. Vi veste, da so našo cesto, bom rekel, že prekategorizirali v hitro cesto, a ne, in res more tu Koroška kot regija, kot bom rekel, vsi županje stopiti skupaj in res zagovarjati to tretjo razvojno os, da do nje pride, ker vidimo, kako hitro se spreminjajo stvari, tako bom rekel na evropskem nivoju, razne krize se pojavljajo in to seveda vse potem odmika v neko prihodnost. Zato je tu res, bom rekel, na mestu, da stopimo skupaj in res zadeve peljemo kot regija, ker kot eni sami nas je 70,000 na Koroškem in kot taki. Žal v Ljubljani velikokrat nismo slišali, kar pa seveda nikakor ni prav. Naše soočenje bomo zaključili še z enim hitrim vprašanjem, koliko si lahko vsak novorojenček obeta od vaju, če boste sedela na županski stolček, če boste sedla na županski stolček. Vem, da si naši občani želijo torej višje te vsote, vem, da so se zelo dolgo sploh borili, da smo prišli do tega, da sploh občina da, zdaj moram reči, da ne vem, da 300 evrov, če se ne motim, ali 500 je že cena, ker moram reči, da ne spremljam zdaj tega toliko, ker nimamo kje v bližini kakih dojenčkov. Se bom pa vsekakor potrudila, da bo ta cifra malo višja, tudi zaradi tega, ker tudi mogoče je to ena izmed oblik, ki mogoče privede do tega, da bomo imeli več mladih. Tako več volivcev tudi več za prihodnji volivcev. mandat. Ja. Tako občina namenja določen znesek za vsakega novorojenčka, jaz lahko povem, da bo ta znesek sigurno, bom rekel, nad koroškim povprečjem. Lepo, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala. Hvala. To je bilo soočenje dveh kandidatov v občini Dravograd, zanjo boste lahko volili in lahko volite že danes na predčasnem glasovanju in sicer na volišču številka 901. To je občinska stavba na trgu 4. julija 7 med 7. in 19. pa tudi jutri. Hvala lepa za vašo pozornost, Karin Potočnik sem bila z vami. Lokalne volitve 2022.